Obstajajo v osnovi trije različni električni pogoni. In sicer je pomoč motorja na prednji pogon, kjer imate motor vgrajen v sprednjem platišču. Potem je lahko motor na zadnji pogon, kjer imate motor vgrajen v zadnjem platišču. In pa v bistvu najbolj razširjen, centralni pogon, kjer imate motor vgrajen v osi, ki vam pomaga poganjati gonilke. Električna kolesa, ki uporabljajo tehnologijo pedelec, se uporabljajo kot običajna kolesa. To pomeni, da vam električni motor lahko pomaga do hitrosti 25 km/h. Za ta električna kolesa je dovolj izpit za kolo, tako kot za običajna kolesa. Če pa imate dovoljeno višjo hitrost, ali pa motor je več kot 250 W, potem pa v bistvu že pade ta skupina koles med motorna vozila, kot so mopedi in podobno, in jih je potrebno za to registrirati in imeti dovoljenje. In električna kolesa so idealna zato, ker recimo, da ne pridete prepoteni v službo, v klance dodate samo pomoč in vozite kot po običajni ravnini. Tudi če ste utrujeni, dodate pomoč motorja. Temi električnimi kolesi lahko pridete tudi 80–100 km daleč, tako da tudi do Bleda pa nazaj ni več problem. Ogromno je ljudi, ki so mislili, da ne bodo nikdar več kolesarili. Zaradi poškodb kolkov, noge, drugih omejitev, srčni infarkt, karkoli. In zdaj so v bistvu zelo zadovoljni, ker lahko spet kolesarijo, se razgibajo in tako naprej.
slabost električnih koles je zaenkrat predvsem njihova teža. Elektromotor in baterija vsak po dobre 3 kg dodata električnemu kolesu svoje teže, kar pomeni, da je težji za vožnjo po ravnini, predvsem pa za prenašanje ali kakršnokoli manipulacijo. In električno baterijo si lahko predstavljate, da je zelo podobno kot rezervoar za gorivo pri avtomobilu. Torej, njena kapaciteta, večja kapaciteta je zelo podobno, kot bi imeli večji rezervoar za gorivo pri avtomobilu. Kar pomeni, za večjo kapaciteto lahko imate daljši doseg. Kot če imate več goriva v avtomobilu, lahko daljšo razdaljo prevozite. Seveda je tudi cena pomemben faktor in cena baterija pomembno prispeva k ceni kolesa. Višja kapaciteta, višji doseg pomeni tudi večja cena same baterije. Dosegi električnih koles v zadnjih letih dosegajo že več kot 100 km, kar je popolnoma dovolj za večino uporabnikov. In recimo meri se pa v vatnih urah. In 630 vatnih ur recimo je nek standard najvišje kapacitete baterije v zadnjih časih. Baterijo enostavno vstavimo v okvir, prižgemo na gumbu ekran in tako ste pripravljeni za vožnjo z električnim kolesom. Se usedete in se vozite kot z običajnim kolesom, potem imate pa tukaj samo še gumbek za plus pa minus, kar pomeni, da si nastavite stopnjo pomoči. Če je nič, vozite kot običajno kolo, če je 1, vam prevzame 20% moči elektromotor, če je 2, 40 in tako naprej. Same baterije pa imajo svoje omejitve. To so litij-ionske baterije, ki so v zadnjem času najbolj uporabljene. Njihova značilnost je, da do približno 800 do 1000 polnjenj vam zagotavljajo še 70% začetne kapacitete. Seveda v pravilni uporabi. To pomeni, da po zimi jo morate imeti shranjeno na toplem, torej ne sme biti pri zelo nizkih temperaturah. Tudi ne jo izpostavljati poleti vročini soncu, direktnemu soncu. In pa pomembno je tudi, da jo pravilno polnite. Cene električnih koles se na trgu zelo, zelo razlikujejo. Podobno kot pri drugih tehničnih stvareh. Dobite že zelo poceni izdelke iz Kitajske, cene se začnejo že tam pri 800, 900, 1000 evrih, medtem ko najdražja električna kolesa presegajo tudi 8-9 tisoč evrov. Zdaj, zakaj takšne razlike? Ena razlika je tehnična, torej navadno mestno kolo za zelo enostavno uporabo je cenejše zato, ker ne zahteva nekih visokih tehnoloških parametrov, medtem ko gorsko kolo, recimo, polno vzmeteno, za zahtevne terene, zahteva tudi ostalo opremo zelo, zelo tehnično dovršeno in je zaradi tega cena tudi višja. Poleg tega pa je podobno kot pri avtomobilih, vi lahko kupite, ne vem, nivo Škode oziroma Volkswagna za določen denar, če boste kupili BMW ali Mercedes, bo seveda zadeva dražja.